Hvala. Živjo, ja, kot je Mika že povedala, se mene lotil en grozen bronhitis, tako da se vam opravičujem. Vam bom probala na kratko predstaviti, kaj smo mi počeli. Okay. Torej, kot je Mika že uvodoma povedala, smo mi prejemniki še prvega razpisa bili strani Centra za kreativnost in Ministrstva za kulturo z v bistvu razvojem nove kolekcije spominkov z namenom ravno popularizacije kulturne dediščine. In sicer smo se tukaj povezali Ljubica Čehovin Suna, ki se prav z povezovanjem elementov kulturne dediščine in turizmom ukvarja že v bistvu desetletja. S tem se je ona začela ukvarjati že v Beogradu in seveda, ko je prišla v Ljubljano in jo začela čutiti, je začela v bistvu na ta svoj enak način dojemati in predstavljati tudi Ljubljano. V kabinetu Ničena smo pač oblikovalski studio, kot take nas verjetno poznate, smo Suno stopili v kontakt v bistvu preko MGML-ja in preko Mauta z pripravo razstave Kako narisati mesto. Takrat z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje smo pripravili v galeriji Kresija in Plečnikovi hiši razstavo Kako narisati mesto, v kateri je Suna že v bistvu podala nekatere zasnove ravno tega, kako črpati iz dediščine in kako to umestiti v turizem, v samo mesto, v bistvu v urbano okolje. Ne samo za turiste, ampak tudi za prebivalce mesta. Tam smo se spoznali in začeli skupaj ustvarjati, nastali so že prvi izdelki, ki so že dišali, narekovali nadaljen razvoj v turistične sfere. Tukaj je še nekaj fotografij iz razstave, lahko vidimo že neko kolekcijo uporabnih predmetov, kot so majice, predpasniki, šalčke. Mi smo tukaj vedno črpali res iz Plečnika samega, sploh oblikovalka Ljubica Čehovin Suna je želela zelo stati zvesta tudi materialom iz Plečnikovega časa, vendar prenesti zadevo v neko sodobnost, se pravi, da so stvari urbane in uporabne tudi v današnjem življenju, čisto vsak dan in na ta način aplicirati neko kulturno dediščino v današnji svet za turiste in za pač Ljubljančane. Nekako razstava je bila uspešna in tudi mi smo za katalog prejeli Brumnovo nagrado, zato smo potem, ko smo oblikovali za Beletrino še knjigo o Plečniku, v bistvu nekako čisto spontano nadaljevali delo na pač kulturni dediščini Plečnika in se lotili z isto oblikovalko, se pravi z Ljubico Čehovin Suno, enega paketa novoletnih daril za ljubljanska parkirišča in tržnice. Evo, tukaj je še produkcijska slika, kako smo takrat pripravljali rokovnike in nekako res čisto naravno se je zdelo, da moramo delo nadaljevati in ponuditi iz ustvarjenega in iz materijala, ki smo ga nabrali, potem tudi turistom nekaj. Sploh, ker se je nekako šušljalo že, da bo Plečnik predlagan za UNESCO, za uvrstitev v UNESCO, ker nekako nam je bil pomemben tudi pač kot dediščina Ljubljančanom. In takrat v bistvu nas je ta razpis zelo osrečil, ker smo našli v njem svojo priložnost za razviti zadeve, ki smo jih res želeli razviti že prej, pa nam mogoče tega finančni prostor najbolj ni omogočal. Razvili smo kar nekaj uporabnih predmetov, ki se danes prodajajo na različnih mestih v Ljubljani, tudi v Mau v trgovini si lahko nekatere pogledate. To so pač prevleka za sedež, tako podloga za posedanje, nekaj papirnih izdelkov, se pravi dnevnik, beležke, obesek za ključe. Pač vse naše izdelke spremlja ta Plečnikova silhueta, ki je prisotna, kot vidite, in na obesku, in na dnevnikih, na vseh naših izdelkih. Še vedno nadaljujemo nekako z temi motivi iz kolekcije Zajtrk s Plečnikom, ki pa je zdaj že prerasla, ker smo želeli zadevo prenesti tudi v tujino
In to našo kulturno dediščino, za katero vemo, da je prisotna tudi v Pragi in na Dunaju, ker je Plečnik pač tudi tam bival in pustil tudi tam svoj pečat. In ker smo bili v A2 razpisu, se nam je zdelo pomembno, da v bistvu se zavedamo, odkot povsod je ta kulturna dediščina in kam vse jo tudi mi moramo prenesti in opozoriti na njo. Tukaj je še nekaj slikovnega materiala iz tega našega zajtrka s Plečnikom, tako smo ga tudi prikazali, kot nek intimen zajtrk Plečnika in avtorice Ljubice Čehovin Sune. In pač razvoj v bistvu teče dalje, ne glede na to, da smo zdaj nekako z razpisom že zaključili, smo ravno minuli teden prezentirali te izdelke tudi v Maku na Dunaju, kjer nas je pod okrilje vzel Soto. Še vedno se trudimo najti neke zanimive prodajne kanale, ker se je tega nabralo kar nekaj v idejnih zasnovah. Mogoče nas je korona mičkeno zabremzala, ampak vidimo, da interes v bistvu je. Zato smo začeli pripravljati tudi tak Plečnikov kotiček, da bi zadevo lažje umestili tudi v pač prodajalne, čisto take turističnega tipa, ker vidimo, da interes je. Zdaj zadeva je v bistvu iz teh nekih zasnov, zdaj že prerasla v dejansko nek pravi kotiček, ki obstaja in je bil prezentiran v Plečnikovi hiši že lani, ne proizvajamo ga pa še serijsko. No, pač naša ekipa je še vedno sestavljena v bistvu iz Jana Jagodiča kot direktorja, Ljubice Čehovin Sune kot avtorice in oblikovalke in potem ostalih, ki pač ju spremljamo. Tako da jaz vam ne bi zdaj samo predstavitvijo projekta mogoče več kot toliko jemala časa, sem pa zelo odprta za vprašanja. Mogoče, Ana, kje dobijo vaše izdelke? Mislim, izdelke, ki jih proizvajate, kje so na voljo, kje lahko zainteresirani do njih pridajo? Torej, kot rečeno, jih zaenkrat ponujamo v nekaj ljubljanskih muzejskih trgovinah, to je pri vas v Mau. V Plečnikovi hiši jih lahko najdete jih tudi pri nas na spletni strani plečnik.shop. Januarja se dogovarjamo za razstavo na Ljubljanskem gradu, kjer bodo prav tako na voljo. Kot rečeno, se pa trudimo z nekim Plečnik kornerjem, se pravi z nekim kotičkom, prodreti potem tudi v manjše trgovine, kar je bilo v letošnjem pokoronskem letu nekoliko težje.